Dobrota ni sirota. Dobrota je p***a in dobrodelnost ne obstaja. Si bi danes lahko tudi nekaj kar tako na suho povedala, ampak če sem pa že glih nekaj napisala o tem, bom pa prebrala. Kolumno, ki je bila spisana na temo dobrote. Ena temeljnih zmotnih ideologij, ki strankam in ljudem nasploh povzroča tegobe in zmedo, je skupek vcepljenih prepričanj o dobroti. Eno prezrto dejstvo je, da je večini ljudi, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi težavami, še posebej na področju zdravja, pa izgorelosti in tako dalje, je vsem skupno eno. Se imajo za in drugi jih opisujejo kot dobre ljudi. In potem piše še: vsak od vas pozna tisto dober kot kruh ali pa dobrota je sirota. Prav tako pa še vedno človeštvo ugotavlja, a smo pravzaprav v svojem bistvu dobri ali ne. In ravno to vprašanje je zaenkrat še vedno odličen primer zavajanja in upravljanja s človekovim umom. In zato bi vas vprašala, kako dobro se vi poznate. Dajmo namesto o dobroti govoriti o tem, kako dobro nekaj znamo, zmoremo, vemo, poznamo. A sem že rekla poznamo? Od dobrote bi lahko samo besedo dobro vzeli. In prvo in glavno vprašanje, ki si bi ga mogel vsak posameznik postaviti, je točno tole. Koliko dobro se poznate in stojite za svojimi odločitvami? Da se še pravočasno umaknete, premislite ali pa odločite. Kjer je zelo veliko dobrote in prijaznosti na enem mestu, tam nekaj smrdi. A se vam nikoli ni zdel čuden pa smešen, da se toliko denarja obrača marsikje, mi pa prek najrazličnejših medijev zbiramo po evro, pa 5 evrov. Koliko da pa kdo drug? Kam pa to v resnici gre? Koliko se pa zbere? In zakaj so pol vedno tisti, ki to zbirajo, skoraj nacionalni heroji? Zadeva je zelo preprosta. Prijaznost in pravilna, iskrena, prava oblika dobrote je največkrat tiha in nevidna. In to je tista, ki je v resnici tudi pristna. Ne rabi se širokoustiti, kazati, poveličevati, zato da bi dosegla svoj iskren namen in se zgodila od točke A do točke B. Berem še malo. Dobrota torej ni tista, ki čaka, da bo nekoč dobro z dobrim poplačano in stiska zobe. Niti ni tista, ki čaka občudovanje, hvalo, potrditev, priznanje, pozornost in veljavo. Dobrota je čista moč, ki se skriva v človeku. In ko pride do presežka te moči, lahko to moč deli naprej. Dobrota je torej odločitev, da bo to moč in njene sadove, ki se kažejo v obliki presežkov, kot sem že povedala, nekdo delil s tistimi, ki tega ne premorejo sami. In iskrena, pristna in posledično uravnovešena dobrota ne zboleva, ne izgoreva in ne potrebuje premora. Predvsem pa si zapomnimo, da se dobrota skriva v mnogih kotičkih in na najrazličnejših mestih, kjer je niti ne opazimo in se bahavo razkazuje tam, kjer je ni. Dobrota je marketing in nima kaj dosti veze z dobroto v njeni najčistejši in izvorni obliki. Tako da prodajamo in kupujemo jo v najrazličnejših krinkah.